Naj vstopite Peter in Izabel. Dober dan. Dober dan. Dobrodošla v tej hiši, sodni palači se temu reče. Sedela sta na klopi za obdolženca, zdaj sta pa pristopila za pričanje. A je težko določiti, kdo ima prav, pa kdo ne? Ja, včasih je kar težko, vendar nam pomagajo tukaj jasno določena pravila dokazovanja. Na koncu pa se mora sodnik odločiti na podlagi zakona, ustave, pa tudi svojega pravnega občutka. Kaj je prav? A lahko probam tolči s tem kladivom? Ja, poskusi, seveda, to izjemoma uporabi sodnik, kadar je treba narediti red v razpravni dvorani. Mir. Ja, kako si se ti, Peter, počutil, ko je tako zaropotala? Tiho. Si se kar umiril? Ja. Lahko potolčeš s kladivcem pa rečeš mir v razpravni dvorani, vendar jih veliko lažje umiriš z lepo besedo, lahko pa seveda, če bi prišlo do česa nevarnega, pokličemo tudi varnostnike, ampak to je zelo redko. A ko je konec razsodbe, tudi udarce s kladivcem? Ja, pri nas ni taka navada, pa tudi v tujini je to bolj v filmih, ne? Se pa takrat, ko se sodba razglasi, vsi vstanemo, ne? In potem se v bistvu en tak svečani dogodek, razglasitev sodbe v imenu ljudstva. A so otroci lahko tudi obsojeni? V kazenskem postopku pa ne more biti otrok nikoli obdolžen do 14. leta starosti, ne more kazensko odgovarjati. Kaj je najhuje, ki ste kdaj sodili? Mogoče enkrat, ko sem otroka dodelila ne staršema. Noben od staršev ni bil primeren, je pač bil otrok že pri babici in je potem ostal pri babici. Starša sta bila oba zasvojenca. To je bilo zelo težko. Kaj pa moramo mi storiti, kadar se skregamo? Poskušajmo se pogovoriti. Upam pa že, da imate v šoli šolsko mediacijo. V mnogih šolah že to imajo. To je pa en tak postopek, in tudi na sodišču imamo to, kjer lahko se ljudje pogovorijo z nevtralno tretjo osebo, mediatorjem, in skupaj iščejo tisto rešitev, ki je za njih najboljša. Kaj pomeni ta tehtnica? Tehtnica je simbol uravnoteženosti, pravice. To so naši simboli, imamo take priponke. Moja priponka je rdeče barve, ker sem višja sodnica. Sodniki prve stopnje v okrožni in okrajni imajo bele, vrhovni sodniki imajo pa zlate. Kako se pa imenuje to vaše oblačilo? To oblačilo, sodniško oblačilo ali toga, sodniška toga. In imajo pravzaprav vsi sodniki tudi v tujini. Eni imajo v Angliji še lasulje. Zgodovinska razlaga toge in zlasti lasulje pa je bila, da se je takrat, ko je bilo zelo nevarno soditi, da ga niso ubili sodnika v starih časih, se je oblekel in se je naredil neprepoznavnega, da ga na cesti niso prepoznali. Kako pa sodniki vejo, kdaj si ljudje lažejo? To se vidi, ko leta in leta zaslišujemo ljudi, se naučimo prepoznati znake. Zelo pomemben znak je, da se jim glasilke stisnejo. Je, da vse lahko nadzorujemo, ne moremo pa nadzorovati tega, kar nam naredi stresni hormon pri glasilkah in spremenimo frekvenco glasu. Ker naenkrat začnejo malo bolj visoko govoriti, ko pride do tistega vprašanja, o katerem ne govorijo resnice. A se bo ti tja usedla? Ne. A boš stala prav? A je tukaj težko deliti pravico? Ja, delo sodnika ni lahko. Včasih se kar moraš pomatrati, veliko brati, veliko razmišljati, ker na koncu odločitev mora biti, na koncu se sodnik mora odločiti. In da odgovarjaš za to odločitev, zlasti pred svojo vestjo. A se vam je kdaj na obravnavi zgodilo že kaj smešnega? Enkrat se mi je zgodilo, da je ena gospa zelo težko govorila, sploh nisem je mogla razumeti
In pa sem vprašala, pa a je kaj narobe, ne morete govoriti, ne? In pol je rekla, tako sem bila zjutraj razburjena, da sem protezo doma pozabila, ne? Da ne morem govoriti brez proteze, ne? In pol smo še enkrat preložili, da je lahko sploh povedala, zakaj pravzaprav gre, a ne? Zaključimo zadevo, pa vidva končata. Obravnava je končana in kriva je Izabela. Ne! Ja.